Ja, otroka sta postala najstnika in po poldrugem desetletju bivanja v hiši je nastopil čas za novo razporeditev prostorov, opreme in videza. Lastnica se poklicno sicer ukvarja z notranjo opremo, zato je rezultat prenove toliko bolj domišljen. Gospa Lidija Ruter, v vašem domu je prav prijetno. Hvala. Zato, ker je okusno opremljen in pravzaprav prej so se pogovarjali in ste rekli, da ste tukaj že 16 let, ampak verjetno ni tak 16 let. Ne, 16 let je res od takrat, kadar smo stanovanje kupili. Mi smo se na hitro vselili in smo potem rekli, da pač, ko bo čas, bomo stanovanje prenovili tako, kot bo nam povšeči. Otroci so bili takrat še majhni. Pohištvo je bilo drugače razmeščeno, recimo tukaj je bila kuhinja na tej strani, v srednjem prostoru je bila jedilnica in tam kavč. In kaj je bilo pri naši hiši, nam je bilo najbolj všeč ta lep pogled na vrt, in ki ga mi dejansko nismo uporabljali. In potem smo pri tej prenovi smo se pa odločili, da bomo mi preselili kuhinjo in pa jedilnico na to svetlo mesto, zato ker pač nam je všeč, da smo čim bližje oknu. Želeli smo si vsekakor prenoviti prostor tako, da bo pač bolj uporaben tudi za najstnika. Tako da smo naredili kopalnico za njiju, je pač manjša. Mi dva imava pa tudi neko kot suito, se pravi z spalnico, garderobo in kopalnico. To je vse skupaj en pač prostor. Hiša je v nizu 5 enakih hiš. Površina posamične etaže je 80 kvadratnih metrov. Ta hiša je sestavni del naselja. Tukaj je 9 vse skupaj hiš. 5 jih gleda na eno stran, 4 na drugo. Vmesen prostor je pa v bistvu ploščad, ki je pa namenjena v bistvu za nas, za otroke. In ko so bili vsi otroci manjši, je to bilo fantastično, zaradi tega, ker je bil to njihov igralni prostor. Dajte nas z besedo popeljati, recimo obiskovalca, ki vstopi skozi vaša vhodna vrata, kam pride in kam lahko gre. Če pride skozi vhod, najprej pač lahko pride v nek predprostor, ki hkrati služi kot shranjevalna površina za obleke, za čevlje, tam pa je tudi WC. No in ta pač prostor je obdan z neko tako tapeto s teksturo, ja. In gor je luč, ki je ves čas v bistvu prižgana, zato ker zadaj ima subtilno svetlobo in tudi po noč pride to zelo lepo do izraza, zaradi tega, ker ves čas zažari, kot neka luna ali pa bodisi sonce. Potem je tukaj pač ta osrednji prostor, knjižnico sva že omenila, zofa in pa naše slike. Moram reči, da smo vsi zaljubljeni v slike ali pa v kakšne umetnine, kipe. Tele naše slike nam je naslikal, oziroma zbrali smo jih pri njem, naš prijatelj Černelič Robert. On je slikar in zdaj tudi že profesor na ALU akademiji. Obiskovalca nedvomno očara vabljiv pogled, ki se ponuja skozi veliko panoramsko okno, ki deli dnevni prostor od terase in vrta. Po stopnicah pridemo najprej v majhen hodnik, na katerem so svetlobniki, in potem v tem zahodnem, severozahodnem delu hiše je spalnica z eno tekstilno posteljo, tapeto zadaj, ki se pa nadaljuje potem v prostor, tam imamo pa garderobo in pa kopalnico. No, in ta kopalnica je najin chill out. V bistvu tam potekajo debate, brainstormingi, ko se zvečer med vama, ja, kaj je bilo kaj čez dan, kaj bi bilo treba kaj rešiti. Tako da ja, to je, v bistvu se veliko stvari zgodi ravno v kopalnici. V prostorih je videti precej sivkasto modre barve, ki jo gospa Rutar označuje kot petrolejsko modro. Hrast se dogaja pač na tleh, hrastov parket, potem tudi miza in pa klop, tudi ta naša zajtrkovalnica, tudi posamezne niše so iz hrasta, drugače pa ostalo pohištvo je pa v nekih svetlo-sivih tonih. Še kar radi imamo monokrom, se pravi, da ni nekih velik barv na samem pohištvu, ampak da bo slika tista, ki bo glavna in dominirala v prostoru, ne toliko
barve in to na sami. Stene, ne? Poseben prostor so namenili 5. družinskemu članu. No, to je naša članica družine tudi in pri projektiranju je tam nastala pač neka luknja, ki mi ni bila najbolj všeč in sem rekla, ok, to bo prostor za Pijo, ne, našega psa, madžarsko vižlo, ampak pač psi ponovadi iščejo neko zavetje, ne, ne želijo biti kar v centru prostora, ampak moram reči, da ona uživa v tistem svojem prostoru in kot za nalašč je ta prostor za njo. Tamle za vami je en tak sedežni kotiček, ki na videz pravzaprav si reče, zakaj pa je treba še en sedežni kotiček, se tlele malo eno razkošno sedežno garnituro, ne? Skozi pogovora, ne, ko smo se pogovarjali, kateri prostori naj bojo tukaj, smo si želeli knjižnico, zaradi tega, ker radi beremo, a ne, ampak smo se pa spraševali, a bo dejansko knjižnica imela svoj namen, bo tam nekdo hotel sedeti. Ampak zdaj teh nekaj mesecev uporabe je pač tole zelo zaseden prostor, za katerega se zdaj vsi pač borimo, a ne? Ja. In ja, funkcionira. Gospa Rutar nas je prepričala, da je njihov dom po prenovi zares prilagojen vsemu in vsakemu članu družine posebej.